Evo ga, Jurčka. Jurčka, jaz ga kar. Viš, ko da zavrtiš. Tako smo z Jožetom Zidarjem, znanim posavskim gobarjem pri njegovih 80-ih, pričeli gozdno zgodbo o gobah. Zima veliko naredi škoda. Vem, marčnice so prvo pokazatelji, kje bojo gobe rasle. Jaz pa gob užitnih je pa še. V Sloveniji raste od 2500 do 3000 vrst gob, od tega je užitnih približno 550. Posavski gozdovi so za sedaj še zelo bogati in v dobrem stanju. Užitne gobe lahko zelo hitro najdemo, saj so rastišča v večini naših gozdov še zelo zdrava. Najboljše rastišče je, da je mešani gozd za poletne, za smrekove so pa te jesenski gobani, pa borov goban. Mora biti pa bor, pa smreka. Pa borovničje mora biti podrast. Se pravi, vstajajo neki pogoji, ki napeljujejo na to, da so tam gobe. V glavnem so pa poletni jurčki, so pa v glavnem, kjer so bukve stare. In tam je razpeljan ta podgobje nadaleč in jih je še pa še. Ko pa drevo požagajo, ne vem, koliko let ne bo gob tam. Odgovorno in smotrno gospodarjenje z gozdom je eden od pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na ohranjanje rastišč gob. Slednje pa je odvisno tudi od nas, nabiralcev, ki z načinom iskanja, nabiranja in ravnanja z gobami lahko tudi vplivamo, da ponekod gobe skoraj izginejo. Najmanj je to, da gobarji poberemo največ. Sicer res 2 kile je dovoljeno, ampak ko rastijo, jih tudi razen zaradi prodaje. Bilo pa je pred leti, ko so v Italijo izvažali, je bilo treba z zemljored, da je ostal svež, to je bilo pa ropanje. In lisičke in to. Lisičke smo pa, lahko rečem, za sebe vem, da smo jih mi iztrebili. Pri nabiranju moramo biti pozorni, pa da jih ne pohodimo. V gozdu pa ne kričati. Če oblečeni naj bomo nekaj svetlega, da se opazimo, pa zaradi klopov. Pa in barn fest zaradi lovcev, ker zdaj je visine čas lova. To se pa čisti. Vse se čisti v gozdu, ker je prepovedan. En čas je bilo rečeno, da ga moraš odrezati. To smo dolgo. Potem so pa nemški strokovnjaki ugotovili, da to ni res. Potem zagnije tam in slabši narediš. Najboljše zavrteti ga. Najmanj poškoduješ podgobje. Zagotovo je bilo v preteklosti manj zunanjih vplivov v gozdu, kar je povezano s tehnološkim napredkom in dejstvom, da pri gozdarskih delih sedaj prevladujejo stroji, ki za seboj pustijo razbrazdane poti, nepravilno podrta drevesa, motorna olja in podobno. Ki so dež, ko se gozd z traktorji, pa to rušijo vse, to vse po grdo delajo, ker je zdaj samo finance. Čim več, včasih so tako dolgo hodili, ko so podirali drevo, pa žagali peš, ni bilo nobenega onesnaževanja okolja, to je to. Znanje o gobah je torej pomembno z vidika prehrane in kot tudi ohranjanja narave. Nekaj znanja lahko pridobimo iz knjig, največ pa nas lahko nauči kakšen poznavalec. Po knjigi se mingade zapeliš, ker tudi teh lističark podobnih, ena je smrtno strupena, ena je pa užitna. Zaradi težke prebavljivosti redko katero gobo lahko okušamo surovo. V Posavju najdemo nekaj primerov, kot je travniški kukmak ali pa ledenka. To je ledenka, Užitna. To je užitna. Po smrekovim, po smoli smrekovi. Pravi poznavalci gob z okušanjem preverjajo tudi užitnost nekaterih. A probate surovo? Pekoča ni užitna. Za ohranjanje rastišč je pomembno tudi sejanje gob. Če naletite na velikega, čudovitega, a starega gobana, raje poskrbite, da se zaseje, kot da ga daste v lonec. Kako to storimo, nam je ponazoril Zidar. Ta je ostarel. Škoda ga je. Ko pa jurčka najdeš, taka, ko ne uporabim, ga pa daš tako, da med veje, med drgovilo, da se useje tako. Vkolikor pozabite košaro, nikar ne vzemite trgovinske vrečke. Gospod Jože opiše starinsko metodo, kako preprosto so nabirani nekoč. Sam prej smo, ko nismo imeli košar, smo gobe nabirali na palco, pa imela tak, pa smo jih nanizali na palco.
in pol si izgubil pohost. Ob koncu srečanja nas je Jože kot pravi gobar hudomušno opomnil na našo slovensko naravo, ki se odraža tudi pri gobarjenju. Moj pozdrav, ko gobarja srečam s košaro, velik naber, pa manj ko jaz. To je bolj tako čisto slovensko. Ženo se pa velikrat pričkamo, če ona najde, je jezna, če pa jaz pa ona. To je prav po slovensko nevoščljivost, čeprav gre vse ista košara. Ukolikor nas skrbi, da bodo nekoč naši gozdovi prazni, ker ne bomo pravilno gospodarili, in morda rešitev gojenje gob. V naravi lahko opazujemo, kako hitro se zaradi zunanjih dejavnikov poruši ravnovesje. Pri gojenju lahko pogoje strogo nadziramo, sploh v začetni fazi, in si s tem zagotovimo pridelek, kot nam je razložil Zorko iz Žadovinka, ki po 30 letih gojenja odhaja v pokoj. Evo, vse skupaj se začenja v prostorih, ki morajo biti sveže, pripravljeni, oprani, z vročo vodo oziroma s paro, da je res to temeljito očiščeno, potem pa razkuženo. Tu je že substrat, noter pripravljen, se pripravlja substrat za gojenje oziroma je že pripravljeno in zdaj čakamo, ustvarjamo pogoje. Vse pa le ni tako enostavno. O zahtevnosti gojenja je povedal. Ni enostavno gojiti oziroma do znanja je pač, tako da rečem, splošnega znanja prideš iz neke literature, ampak do detajlov pa ne prideš zlahka. Težave se lahko pričnejo že s preveč umazanim podplatom od čevljev, s katerimi smo vstopili v prostor za gojenje. Ker pomembno je, recimo, da so tla dobro razkužena. Ker očitno je, ne vem, bila tu pomanjkljivost prej, da očitno niso bila tla dosti razkužena, zdaj pa pade apno, ker je po tleh največ bolezni. Goba kot takšna je gozdni sadež, ki raste nad zemljo. V podlagi, prsti ali lesu, na katerem raste, je skrito podgobje ali miceli, kar si v naravi težko zelo podrobno pogledamo. Tu je, recimo, ko mi to dobimo, je to zapakirano, je do vreča, potem ta zgornji del zrežemo ven in tukaj na vrh damo zemljo. Tule, recimo, se pa prav vidi, evo, tule je substrat, ta osnovni, tu gor je pa pokrivna ta zemlja, skozi katero mora miceli prerasteti. Zaradi zahtevnosti pri ustvarjanju pogojev za rast po svetu in pri nas so od najbolj znanih do sedaj osvojili znanje gojenja šampinjonov, bukovega ostrigarja in šitak. Zorkovi gojijo šampinjone in bukov ostrigar, vsak od omenjenih pa zahteva drugačno pripravo podlage in način vzgoje. Zdaj se pa nahajamo v prostoru, kjer se gojijo šampinjoni. To je sicer zdaj tretje obiranje. Od micelija ali pa začetka vstavljanja substrata do prvega obiranja traja približno 3 tedne. Bukov ostrigar. Te so gobe izraščajo iz substrata. To je substrat, v tem substratu je slama, ki je pasterizirana, zasejana z micelijem. Tako kot pri nabiranju v gozdu, je tudi pri gojenju gob potrebno biti potrpežljiv in počakati na ugoden čas za pobiranje. Pomembno je tudi, kako gobo poberemo, če želimo, da čim dlje ohrani svežino in hranilnost. Goba je zelo občutljiva. Recimo je treba previdno je treba prijeti z 2 prsti, mogoče 3. Malenkost je dol potisnemo, obrnemo levo desno in jo utrgamo. Odrežemo ta spodnji del, koreninco in odložimo. Ob koncu je Zorko priznal, da ne nabira gob v gozdu. V gozd ne hodim, oziroma sem včasih hodil, pa gob nisem našel. Tlele jih pa najdem, ker se lahko z nosom zaletim. Zakonca Zorko sta ob koncu še spodbudila, da je gojenje gob smiselno, saj jih lahko v manjšem obsegu uspešno gojimo tudi doma.